Pred dnevi sta krški župan Miran Stanko in direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc-Račič s prvima dvema podjetnikoma podpisala pogodbi o inkubiranju za obdobje 5 let. Vstop v svet podjetništva je težak, priznava eden izmed podjetnikov, ki je za možnost delovanja v inkubatorju izvedel prek spleta. Dejansko mi se ustvarjamo trenutno z storitvami, kot so nadzori, se pravi na področju nuklearne, farmacije in na komponentah dejansko v obratovanju. Svoje mesto v podjetniškem inkubatorju je našlo tudi podjetje Maja Media, ki je na trgu 2 leti. Vtisi so zelo pozitivni, vse je zelo lepo urejeno in imamo vse, kar rabimo. Upam, da bo čim več podjetij še pristopilo v inkubator, s čim več različnih panog, tako da se nekako delijo te ideje, pa delijo znanja, pa vse. Tako da upam, da čim dlje. Naše podjetje se ukvarja z digitalnimi tehnologijami, predvsem z digitalnim marketingom, se pravi z družbenimi omrežji, oglaševanjem. V podjetniškem inkubatorju lahko poiščejo svoje mesto tista podjetja, ki so mlajša od 2 let s poslovno zamislijo, ki predstavlja možnost za rast. Vsekakor pa želimo spodbuditi čim več mladih, to je predvsem mladih iz fakultet, iz srednjih šol, da bi začeli čim bolj podjetniško razmišljati in začeli preko te svoje ideje, ki verjamem, da jih je ogromno, razvijati v podjetniškem inkubatorju Krškem. Naproti mladim podjetjem je šla tudi krška občina, in sicer s spremembo pravilnika o najemu prostorov v inkubatorju. Kajti podjetniki, ki se vključujejo v naš inkubator, imajo subvencionirano najemnino za te prostore, tako da v čakalni vrsti sta še 2 podjetja in še en, ki se zanima tudi za vključitev. Poleg zanimanja za pisarniške prostore v inkubatorju je veliko povpraševanja tudi po proizvodnih prostorih, ki jih primanjkuje v celotnem Posavju, še dodaja direktorica Krškega centra za podjetništvo in turizem.